Učbeniki, delovni zvezki, torbe in ostale šolske potrebščine močno obremenjujejo marsikateri družinski proračun, zato se starši šolarjev za pomoč obračajo tudi na humanitarne organizacije. Otrokom iz socialno ogroženih družin pomagajo tudi državljani sveta. To je že nekako postala naša tradicija. Državljani sveta že četrto leto zbiramo konec julija in pa avgusta šolske potrebščine za socialno ogrožene otroke v občini Brežice. In to se dogovorimo z lokalnim centrom za socialno delo, ki to na koncu kampanje prevzame in verjamemo in nimamo nobenega razloga, da bi dvomili pravično in pošteno razdelili med otroke, ki to najbolj potrebujejo. Tudi sami lahko pomagate in družinam omogočite lažji začetek šolskega leta. Državljani sveta šolske potrebščine zbirajo vse do 20. avgusta in sicer v prostorih zobne ambulante na ulici Stanka Škalerja 29 v Brežicah. Tukaj bi rad poudaril, da zbiramo večinoma nove stvari ali zelo dobro ohranjene stare stvari. Po načelu, kar je dobro za naše otroke, dobro tudi za socialno ogrožene otroke. Tovrstne akcije so sicer zelo uspešne. Prav posebej lahko govorim za lansko leto je bilo izjemno bogata bera, tudi letos se nadejamo podobnemu, tako da bomo lahko oskrbeli čim več socialno ogroženih otrok pri nas. Jure Poglajen pa se 10. avgusta znova odpravlja na grški otok Lesbos, kjer bo v okviru slovenske zobozdravstvene odprave en teden oskrboval begunce v centru Moria. Skupaj z Zdravniško zbornico Slovenije smo ustanovili poseben projekt, ki smo ga imenovali Slovenska zobozdravstvena odprava oziroma Slovenian Dental Mission in zdaj pošiljamo že drugo ekipo na otok Lesbos v tamkajšnjo prirejeno zobozdravstveno ordinacijo, kjer bomo oskrbovali begunce v begunskem centru Moria. Poglajen je bil letos spomladi že tam, s kolegico sta oskrbela tudi do 40 pacientov na dan. Pričakuje, da bo število tudi tokrat podobno. Sicer pa je ustanova Državljani sveta lani izvedla humanitarno akcijo Otroci sveta, ki je bila namenjena zbiranju denarnih sredstev za nakup otroških vozičkov za otroke v prav tem begunskem centru na Lesbosu. Brali smo denar za točno 411 otroških vozičkov, ki smo jih tudi lastnoročno razdelili pomoči potrebnim v begunskem centru Moria. Tako je, ja. Vsak konec novembra in začetek decembra pa pozornost posvetijo starejšim občanom. Zanje pripravijo podobno kampanjo, kot je trenutna za otroke iz socialno ogroženih družin. Takrat pa zbiramo božična oziroma novoletna darila za starejše občane v občini Brežice, ki prav tako prevzame lokalni CSD in pravično razdeli. Starejšim je namenjena tudi akcija Polepšajmo jesen, ki so jo začeli spomladi in junija v Ljubljani pripravili dobrodelno prireditev. Tokratno humanitarno prizadevanje želijo usmeriti predvsem v umetnost, kulturo, družabnost, zabavo in udobje, do katerih socialno ogroženi starejši težko dostopajo. Ni dovolj samo to, da so siti in da so na tople, morajo tudi nekako kvalitetno preživeti svoje tretje življenjsko obdobje. In to je ta naša hrana za dušo, katero zbiramo denar, da jim podarimo recimo odhod v kino, v gledališče, na bazen, k frizerju. Gre pravzaprav za drobne in samoumevne stvari, dodaja Poglajen. Akcija Polepšajmo jesen še poteka in se bo sklenila septembra s predstavo Večno mladi v SNG Maribor.